Moj spomin v tem mestu sega nazaj na demonstracije v letu 1989-90, ko smo po mariborskih ulicah protestirali proti jugoslovanski armadi z svečami v rokah. To je bil čas, ko smo se, ne glede na politično prepričanje, zbrali pred Slomškovo stolnico in potem odšli od tam na Rotovški trg, kjer smo imeli veliko miroljubno zborovanje. Nasproti nismo imeli političnih nasprotnikov, nasproti smo imeli do zob oboroženo jugoslovansko armado. In protestirali smo na miren, dostojanstven način in tisto, kar mene žal pri teh demonstracijah sedaj moti, je agresivnost, ki je še posebej v Mariboru bila navzoča. Pri tej agresivnosti pa me najbolj žalosti dejstvo, da je del mariborske inteligence do tega bil izjemno toleranten, ne samo toleranten, ampak da je dejansko del mariborske inteligence, del mariborske univerze, kot osrednje humanistične ustanove v mestu, te vrste demonstriranja celo podpiral, podpihoval ali fizično sodeloval. Če kdo, potem so ljudje iz univerzitetne srednje prvi, ki bi morali reči popoln in radikalen ne kakršnikoli toleranci, kakršnikoli obliki nasilja. Tega v Mariboru mariborska inteligenca z vso odločnostjo ni zmogla. Že takrat ne, ko so se dejansko po neumno nastavljeni radarji začeli rušiti z nasiljem. Jaz sem bil takrat tisti, ki sem rekel, da je to vandalizem. Odgovor na to sem dobil od enega najbolj priznanih in znanih mariborskih kulturnikov, gospoda Partliča, ki me je v časopisu na ta račun obdelal. Potem so bili naenkrat vsi mladi vandali. Jaz se ne strinjam z metodami in z načinom, kako se je to zgodilo. Bilo je prej rečeno, kakšna bi lahko bila tudi legalna in normalna demokratična pot, zato da se odstavi politika, ki je v svoji politični karieri naredil kakšne nepravilnosti ali neumnosti. Da pa se neke stvari v mesto postavijo z denarjem davkoplačevalcev in da se nad temi stvarmi znaša kdorkoli na fizični način in na način nasilja, je zame nesprejemljivo. In ostaja tudi danes nesprejemljivo, pa če tudi bi kdo hotel poseči po mojem lastnem življenju, od te točke ne morem odstopiti, ker če od te točke odstopim, nisem ne več kristjan, pa tudi katoliški duhovnik ne. Zato je tu ničelna toleranca. Če bi se ta toleranca tako postavila, netoleranca tako postavila do protestov, potem sem prepričan, da bi se lahko ti protesti razvijali v neki kulturni obliki in se postopoma tudi artikulirali v tiste vrste potreb in zahtev, ki so upravičene in o kateri smo nocoj tudi mi že več stvari izpostavili. Razumemo lahko nezadovoljstvo, posebej še mlade generacije. Lahko razumemo nezadovoljstvo mnogih Mariborčanov, ki so ostali brez dela, ki morajo s trebuhom za kruhom danes v Avstrijo. Vendar, kakorkoli že, vsega tega ni naredil in tudi ni bil kriv ne Kangler, ne njegov mestni svet v zadnjih 6 letih. To je zgodovina Maribora, ki žal to mesto pokopuje že od 90 let postopoma vse do danes. In ne moremo reči, da je katerikoli župan v preteklosti bil tako svetla zvezda, da je mesto reševal in da je v mesto pripeljal ne vem kakšne pozitivne rešitve. Pod vsemi župani je to mesto vedno bolj tonilo v gospodarsko, ekonomsko, socialno in danes tudi v duhovno krizo.
Zato je seveda ta trenutek izjemna nevarnost, da tudi z pogromsko politiko iz protestov in iz določenih, kot prej rečeno, intelektualnih krogov v Mariboru, na volitvah ne bomo dobili nič kaj bistveno boljšega, ampak kvečemo še slabšega. In tega se najbolj bojim.